Fajn. Inspiracijski podcast z Majo Monroe. Pozdravljeni, dragi poslušalci, sledilci in gledalci Fajn podcasta, kjer vas vsak teden inspiriramo z ljudmi, ki živijo zgodbe in delajo to, kar jih veseli in so zato tudi happy. Z mano je danes basist skupine Dan D, predavatelj in strokovnjak tudi za glasbene pravice, Nikola Sekulović. Nikola, pozdravljen. Pozdravljena ti in vsi, ki te spremljajo. Nikola, začelo se je pri tebi leta 1983 v skupini Gastarbeiters, si postal basist, ampak mene pa zanima, kdaj se je zares začelo pri tebi, veš, tisto v tebi, kdaj si začutil, da hočeš stopiti na glasbeno pot in ne nazadnje tudi, da kaj te je povezalo ravno z pozicijo basista? V bistvu sem bil poklican kar še par let prej. In sicer pri kakšnih 12-13, ko se je formiral šolski bend in kot ponavadi stvari niso povsem v naši kontroli, takrat je bila situacija bolj enostavna. Fantje, ki so špilali kitare, so rabili enega, da bo špilal bas in se niso mogli dogovoriti med sabo in potem sem to faso jaz, ker sem imel dolge lase, pa ker sem do takrat že znal malo violino špilati, pa je takrat izgledalo, da so 4 strune na enem inštrumentu enako kot 4 strune na tistem bistveno večjem. In tako da sem uletel v ta bend, kjer je verjetno nekdo moral zaradi tega tudi leteti ven. In mislim, da sem že pri 13 že prešaltal nek malo bolj resen lokalni bend in mislim, da sem že pri 13 začel služiti denar z glasbo, kjer je glasba seveda bila samo eden od teh seksi faktorjev. Bistveno bolj mogoče v tistem času bilo seveda za enega takega malo sramežljivega, ne pretirano postavnega fanta dostop do večjih dogodkov, žurov in seveda punc, alkohola, mamil in podobnih reči. Se pravi, na nek način se je vse skupaj kar razvilo in si kar padel v bistvu v to tako zanimivo sfero, ampak vseeno, se veš, basisti ste malo tako vedno, se mi zdi, no ne vem, zapostavljeni, ne? Frontman je tisti glavni frajer, bobnar od jeze je tisti jeznik od tavče ali pa včasih tudi skoliran, zato ker tavče cel čas pa da ven, kitaristi so, ne? Kako bi ti opisal recimo karakter basistov? Mislim, da smo si zelo različni, vendar v nekem delu drži to, kar praviš. To je posebna vloga v tipični neki rock skupini ali pa v neki večji zasedbi. Ni pretirano atraktivna funkcija, vendar ta sabo nosi številne prednosti. Ker to ni tako atraktivno, je posledično basistov relativno malo, torej v primerjavi s kitaristi, pevci in podobnimi. In ker nas je malo, je lažje dobiti več priložnosti, da se izkažeš, torej nisi vezan običajno se v štartu ne na en bend, ker je potreba po basistih potem toliko večja. In če veliko delaš, se odpirajo vedno nove priložnosti in je za takšne bolj specializirane poklice prostora za napredek bistveno več, ta je lahko bistveno hitrejši, tudi če v to ne vložiš prav veliko truda. Jaz sem ga vlagal kar precej, sicer pa je to šlo še malenkost hitreje. Ja, to se mi zdi, da v bistvu ravno če vložiš ful truda, na nek način se še bolj odprejo neke priložnosti. No, tebi so se zelo odpirale tudi kasneje, ne nazadnje si tudi igral bas pri Laibachih. Če tako malo primerjaš svoje te bende, v katerih si igral, ti je kateri bil posebej pri srcu ali vsak za sebe bil ena posebna zgodba? Ne, to je verjetno, če vprašaš ljudi, ki se ločujejo, pa na novo poročijo ali pa imajo ljubice, težko odgovoriti, kaj je bolje, kje se bolje počutijo. Gre za različne stvari, za različne pristope in tako kot pri ljudeh, vsak mož najde nekaj, kar te izpolnjuje. Jaz pa mislim, da, če smo že govorili prej o naključjih, veliko naključij je usmerjalo mojo kariero.
Vendar, če človek veliko dela, če stopa v veliko komunikacij, torej govorimo o kvantiteti v primerjavi s kvaliteto, se stvari lahko začnejo dogajati na en drug, bistveno bolj dinamičen način in lahko razkrijejo bistveno širše razsežnosti tega, s čimer se ukvarjaš. Tako da mene v resnici te 4 strune pa ta kost lesa, na katerega igramo to zdaj šele ugotavljam. Ja, to ima neko privlačnost, pa tudi mislim, da so nizke frekvence dobre za zdravje, ampak predvsem gre za interakcijo med ljudmi. In ne samo timsko delo, ki je seveda povsem drugačno od tega individualnega oziroma od podobe individualnega trpečega umetnika. Torej, timsko delo je povsod nekaj posebnega. Je to fuzbal klub, je firma ali je bend, ampak druga stvar je, ki je pa pri muski malo drugačno od drugih poklicev, stopanje v stik z ljudmi. Torej, eno je na odru, drugo je preko posnetkov, torej preko radia, preko interneta, ampak predvsem pa gre za stike pred in po koncertu. To se mi zdi, da je nekaj, kar dejansko okrona to dejavnost na en drug način in seveda, tako kot ti lahko vplivaš na druge ljudi, drugi ljudje lahko vplivajo na te in je življenje malo bolj bogato. Ker nekaj lekcij, v bistvu mislim, ko tako govoriš, zveniš v bistvu poln modrosti, kar je seveda normalno po taki zgodbi, ki jo imaš, pa tudi se mi zdi, da človek, če je odprt za lekcije, v bistvu tudi kar hitro srka. Ti si tudi predavatelj in pri svojih predavanjih, ki so najbrž sicer bolj usmerjena v stroko, govoriš tudi o takih življenjskih stvarih, se ti zdi pomembno predajati tudi te življenjske lekcije ljudem? To se mi zdi nujno, veš, jaz zlahka najdem povezave med teorijo in prakso, torej v glasbenem poklicu verjetno ni nobene dejavnosti, ki še do zdaj ne bi počel. Bil sem tudi onke limal plakate, ki je stiskal kdaj, organiziral koncerte, nosil kufre, tudi postavljal zvočnik, kdaj obrnil kak knof, bodi si za luči ali pa za zvok. Torej, bil sem v založništvu v mnogih teh zadevah. Skratka, ko ugotoviš, kako je ta posel razsežen, zdi se mi nujno, ne samo v glasbi, poznati vse plati. Tako razumeš onega drugega, ga ne vidiš samo kot neprijatelja ali pa nujnega partnerja, temveč vidiš vse stvari kot nek del sistema, v katerem tudi čistilka, ki očisti klub ali dvorano, igra lahko zelo pomembno vlogo in ko enkrat te bogate stvari zložiš v sistem, je to nekaj, kar je za radovednega človeka, pa to je krasno, je pol to fino igrišče. Ampak želim reči, moje dojemanje glasbenika je malo drugačno, kot ga mnogi drugi izpostavljajo. Mislim, da to ni nobena posebna žival, mislim, da je to človek, tako kot vsi ostali, ki mislim, da ta pravo srečo doživi takrat, ko lahko počne tisto, za kar se čuti poklican, tisto, kar rad dela, tisto, kar dobro počne in na koncu, da lahko od tega, poleg vseh teh komunikacij, ki sem jih omenil, novih znanj in podobnih stvari, torej, ki lahko zasluži tudi zadost, da se mu ni treba glih vsak mesec trepetati ali bo lahko plačal za položnice. Avtomatsko se mi zdi, da če dosežeš to, kar si zdaj povedal, se pravi, se samo uresničiš in lahko s tem samouresničevanjem se integriraš v ta sistem, v katerem pač živiš, da si potem avtomatsko tudi imaš več možnosti za dobre odnose, da tako rečem, ki si v sebi na nek način izpolnjen. Kaj ti misliš, koliko je to pomembno potem pri zasebnih odnosih, pri ljubezni, pri partnerstvu, pri družini, da se izpolniš pač? Seveda je pomembno, zdaj pa je to možno doseči, to je stvar posameznikov in pa kontekstov, v katere se posameznik umešča. Pri specifičnih poklicih, torej ne ukvarja se vseeno veliko ljudi z glasbo, pa še manj pa profesionalno. Gotovo gre za nek poklic, kjer moraš biti podobno kot pri vrhunskem basketu. Mimogrede, a si slučajno gledala Last Dance? Michael Jordan tam nekaj razlagal. Meni je bilo to čudovito. To je ta novi dokumentarec, ne? Ja,
Torej, Michael Jordan tam izkaže ves egoizem, vso ihto, vso zoprnijo lastno, ki je marsikdaj na kamerah v tistem času ni bilo moč prepoznati v celoti. Torej, pokaže, kakšna pizda je znal biti, vendar z specifičnim ciljem. Ne samo, da je želel biti najboljši, želel je tudi, da njegov tim zmaga in želel je tudi v igro unesti nekaj novega. In to je nekaj, kar jaz še posebej cenim pri glasbenikih, pa pri drugih poklicih tudi. Torej to, da se ne sprijazniš z realnostjo takšna, kot je, temveč poskušaš vplivati, da bi ta lahko jutri ali pa pojutrišnjem bila boljša. In to je eden od elementov, ki je spremljal velik del moje kariere, želel jaz to ali ne. Torej 80. so bila neko dinamično obdobje, dinamična dekada, 90. in del 90. tudi. Opažam pa zadnje čase, da te ihte po novem ni več toliko. Opažam, da ljudje akceptirajo svet okrog nas takšen, kot je, in ga pač doživljajo kot stalnico, govorijo o tem, da se itak ne da več nič novega izumiti, in to se v glasbenih žanrih pokaže skozi reciklažo ne samo glasbe same, temveč tudi ritualov, ki so povezani z glasbo. Skratka, prepričan sem, da se mogoče ob tej novi korona krizi ponuja priložnost za inovativnost, ne samo pri poslovnih prejemih, ampak inovativnost, ki bo tudi vsebinsko izvedbena. Tako kot si rekel, opažamo, da pač ljudje postajajo apatični, mogoče zato, jaz mislim, da zato, ker so preobremenjeni tudi z ful preveč nekimi informacijami, ki jih je prinesel recimo, ki jih je prinesla ta vpetost v internet, pa v pametne naprave okoli nas, ki mislijo tudi namesto nas, se pravi ta apatija, ampak še vedno za nami prihajajo, se pravi, otroci, in tudi meni se zdi pomembno, da bi jim odprli oči, da bi jim vnesli v njih nazaj, tako kot praviš, to ihto, to neko borbeno za to, da ustvariš svojo zgodbo, da poiščeš svojo pot. Povej, Nikola, kaj bi jim svetovali, no? Kaj bi mogli vzgajati naše otroke, kaj so tiste vrednote, česa naj se oprimejo, zato da bojo vseeno zagnali v bistvu svoje življenja na svoj način, ne na sistemski način. V nekih prejšnjih desetletjih so govorili o pohlepu. Zdaj zadnjih 10-15 let mislim, da govorimo o strahu, torej ne več pohlep, temveč strah, ki barva naša življenja, in ta strah mislim, da se predvsem odraža pri starših, ki vplivajo lahko v domačem okolju na svoje otroke. Zdaj pa kumulativno se to pokaže najbrž tudi v okoljih, v katerih otroci bivajo, torej njihov krog, v katerem se gibljajo. In neka varnost, potreba po varnosti, ki seveda nikoli ni dober recept za tveganje. Torej, kako pripraviti nekoga, da bi tvegal? Jaz si ne morem lastiti neke krone, pa reči, da je inovativnost nekaj blazno pomembnega v življenju. Konec koncev imamo civilizacijo, ki inovativnosti ne cenijo. Ampak iz moje perspektive, brez inovativnosti ne bi bilo mnogih zdravil, ki jih poznamo, ne bi bilo prevoznih sredstev in konec koncev ne bi bilo tega računalnika, s katerim mi tako easy komunicirava. Torej, mislim, da je inovativnost nek pomemben faktor v življenju, in mislim, da ta mora izhajati iz nekega upora proti obstoječem stanju, mora izhajati iz dvoma v avtoriteto in seveda tudi v moje besede, to priporočam predvsem mladim glasbenikom. Torej, dvom in pa uporaba razuma. Te dve stvari se mi zdita zelo pomembni in mislim, da sta v zadnjih desetletjih ti dve zadevi iz glasbe odfrčali stran. Torej, govorimo o glasbi, ki je za dušo in telo, za zabavo. Meni pridigajo ljudje, da so poslušalci zmatrani, da ne morejo več, ne folgajo, da so preobremenjeni s komunikacijami, s senzacijami, ki nanje prežijo tako iz mobilnih telefonov kot iz trgovin, oglasov in podobno. Po moji oceni, to lahko tudi kako literaturo priporočim, mislim, da je človeška zgodovina ves čas v nekem stanju, kjer ljudje rečejo, to je to, ne rabimo nič novega, vse štima. Pa se pa rodi nek kreten, ki naredi čisto narobe, in ta, ki naredi nekaj narobe, ali za časa življenja ali pozneje, lahko vpliva na naše realnosti.
In mimogrede, če govorimo o glasbi, Jimi Hendrix, ki zgrabi ono kitaro, ali pa Chuck Berry, ali pa neka druga imena, Pink Floydi, Sex Pistolsi, Kraftwerki, lahko bi še dalje našteval, niso vplivala samo na glasbo, ampak tudi na neke mnogo bolj pomembne stvari. Torej na rasna vprašanja, seksualno revolucijo, kupna moč teenagerjev po drugi svetovni vojni, LSD, druga stanja duha, raziskovanje vesolja, morja in tako naprej. Socialna vprašanja z punkom, z rapom in podobno. Torej, to so vse stvari, ki presegajo vprašanje G-dura in C-dura in tudi, če so skombinirane z zabavo, še ne pomeni, da so izključno samo zabava. Torej, to, kar jaz pogrešam, je, da glasba poleg nekega zdravila za dušo in telo, jaz pri glasbi pač pogrešam še malo več štofa za možgane. Se pravi, nekih sporočil, neke sporočilnosti, ne? Ja, ampak ta sporočilnost gre lahko na več načinov, Torej, prej sem omenil nekatera imena ljudi, ki so revolucionirali glasbo, Torej, kaj je dogajalo v glavi Beethovenu, Bachu ali pa Miles Davisu, jaz to težko za nazaj ugotavljam, Ampak gotovo jih je moralo gnati nekaj, česar danes nimamo več in to je dolg čas. Jaz mislim, da imamo, samo da je to leži tako globoko v nas pod nekim balastom, da ne čutimo več, da nam je zakrnelo na nek način, Ja, mislim, meni, ko je kaj dolg cajt, pač meni itak telefon cel cajt bipka, pa mi malo ustvarja iluzijo, da imam dinamično življenje, ampak tisti ta pravi dolg čas, torej, ko te res dolgočasijo stvari okrog tebe, mislim, da to tisto ta pravo gibalo, ki ga bomo morali znati privzgojiti na nov način in kot opažamo v nekih drugih poklicih, ta pogosto izhaja iz ljudi, ki sebe obsodijo na neko izolacijo. Torej, gre o samo in se izolirajo od impulzov, ki so ves čas prisotni okrog nas, kar kupi nekaj bistveno več časa za premislek in soočenje samim sabo. Ampak na nek način pa lahko v bistvu tudi skozi umetniki na splošno, naprimer skozi glasbo, skozi pisanje, naprimer skozi različne izražanje, to je vedno neka terapija. Jaz sem prebrala v enem od intervjujev, da pri zadnjih albumih z Dan D na nek način doživljate tudi terapije sami do sebe, s tem, ko ustvarjate to glasbo, Malo več mi povej o tem. Veš kaj, to je velik konflikt je, ko ljudje razmišljajo o glasbi, razmišljajo kot o nečem spontanem, Zame je glasba, če se je lotimo na tak način, je trdo delo, Namreč spontanost v današnjem času zaznamuje tisto, kar pride prvo na površje, Tisto, kar meni pride prvo na površje, ni moj produkt. To je običajno nekaj, kar je produkt nekega okolja, ki me 5 minut pred tem zaznamovalo, Spontanost, tista ta prava, pa pomeni trdo delo in vrtanje po sebi, torej mimo vse svinjarije, ki jo fašamo čez dan, teden, mesec, leto in življenje. Torej mimo vse te svinjarije pride do tega, kaj mene loči od tebe. In nič hudega, mimogrede, večina glasbenikov se s takimi vprašanji ne ukvarja. Pač vzameš kitaro in po možnosti odšpilaš komad od nekoga drugega, torej neko uspešnico, ki ni tvoja, pač to raziskovanje pa malo globje povrtati po tem, s čim se v resnici ukvarjaš, to zna biti tudi boleč proces, ker mimogrede ugotoviš kakšne stvari, ki ti niso všeč, torej stvari o sebi, in te stvari je težko prepoznati, kaj pa šele priznati, pa se probati z njimi ukvarjati, Ampak zame glasba pod pogojem, da povrtaš potem in ugotoviš, kaj si dejansko ti, v tem smislu je zgodba lahko terapevtska. Seveda je lahko tudi terapevtska, če greš pač na veselico, poroko in špilaš komade od nekoga drugega, tudi v tem primeru je terapija, ampak je ta drugačna in tudi z drugim ciljem, Torej pač poznam ljudi, ki z veseljem na poroki pol končajo z poročno pričo v neki shrambi tam odzadaj in pač je druge sorte terapija, štima, mene pa ta v tem trenutku ne zanima.
se pravi bolj poglabljanje, ampak tudi na nek način potovanje v različne kulture. Ti si leta 2010 prav prebrala, se moram zdaj točno tako povedati, si povedal, da si v bistvu v času, ko si čutil, da je cel svet pač v nekem stresu, v nekem strahu, v nekih neskladih, je pri tebi vse štimalo, se pravi ljubezen, glasba, posel, in ti to ni šlo skupaj in si rekel, nič, odpotujem na Kitajsko, v Peking. Ja. Kakšna je ta izkušnja oziroma kaj je najboljša plat te zgodbe, da si to naredil? Torej, jaz sem z glasbo prepotoval velik del sveta, torej od Južne, Severne Amerike pa vse tja do Sibirije. Ampak, ko greš pa na tak način, kot smo šla midva z Emanuelo, je pa to vendarle malo drugače. Torej, glasbene turneje, super, ti imaš pač neko biznis strukturo, ki skrbi za to, kje boš spal, kaj boš jedel, za tvoj urnik, kdaj moraš iti na oder. V tem primeru pa oditi na drug konec sveta, kjer nimaš prav veliko frendov, in nobenega zaledja oziroma tam, kjer to, kar si do zdaj dosegel v življenju, ne šteje prav veliko. Zame je bilo ključno vprašanje, ali lahko tudi v takšnem okolju človek kot žival preživi in ali ima lahko kaj več od tega kot pač nek turizem. Moram reči, da kitajski veliki zid res nisem niti želel gledati, zanimalo me dogajanje v prestolnici tedaj cvetočega gospodarstva. In ja, zelo veliko stvari sem se naučil, moram reči, da sem se tam tudi dobro znašel. Dobil sem tudi krasno ponudbo za ostati tam, ampak ni bila zadosti krasna v primerjavi s tem luksuzom, ki ga vseeno ponuja domače okolje. Torej, predvsem sem se pa naučil eno stvar, to, da se svet ne vrti tako, kot bi si je želel. In to mnogi, ki so bili v stiku z drugimi kulturami, lahko pritrdijo. Torej, v stiku z domačini pogosto stvari, ki se tebi zdijo normalne, te tam pustijo na cedilu. Jaz sem bil nekje drugi mesec bivanja v Pekingu na robu živčnega zloma, celo mislim, da so mi solze v oči pritekle v stiku z lokalno birokracijo, ker sem bil popolnoma nemočen. Ampak enkrat, ko to akceptiraš, pa ko pogledaš to drugo stvar, si pa začneš spraševati o tem, kje so temelji tega, kar počnemo tukaj. In v marsičem sem tisto hitro, dinamično, popolnoma drugače kulturno zasnovano okolje začel doživljati kot bolj naravno, kakor je naše. Je bistveno bolj brutalno iz naše perspektive, vendar hkrati, ko se ozreš malo po naravi, se bojim, da je pač ta zahodna civilizacija mogoče v malo preveč lagodnem konsenzu vzpostavlja nek sistem, ki nima prav veliko stika z naravo. Torej, brutalnost tako v biznisu kot na cesti, kot prebivanje po metrojih in podobno, se mi je v neki točki zazdelo popolnoma naravno. Še posebej pa gužva na cestah in promet, ki gre lahko v eno ali pa v drugo smer, nepredvidljivo. Pokojata ptici. Nikola, hvala, prišla sva do konca najinega podcasta. Jaz mislim, da je bilo zelo inspirativno te poslušati, predvsem zaradi tega, ker si tudi na nek tak, praviš, da smo si postavili en tak lagoden sistem, kar se strinjam, ampak tudi tebe poslušati je tak, lahkotno govoriš o stvarih, ampak istočasno se čuti, da si v bistvu dal skozi te neke različne vzorce, tudi samo analize in to, da si v bistvu lahko na nek način tako lahkotno v današnjem sistemu in da si tudi uspešen. Tako da, dragi poslušalci in gledalci, pojdite danes z to mislijo v svet, poiščite naravnost, mogoče tudi brutalnost dejanskega sistema in znotraj njega poiščite tudi svojo moč kot samostojni individual, ki dosega svoje cilje in hodi po svoji poti. Tako da hvala vam, da ste bili z nami in lep dan še naprej. Adijo! Ja. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.